Danes v Pomurskem dnevniku. Po prekmurskem nebu hromijo letala. Veliko zavrženih mačk v Pomurju. Prah okrog imenovanja direktorja se ne poleže. Bagor z moto garažo uresničuje sanje. Vreme, jutri bo pretežno jasno s plohami. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Po prekmurskem nebu te dni znova hromijo letala, ki vijugajo med velikimi zračnimi piloni. Na mursko-soboškem letališču namreč trenirajo vrhunski piloti Red Bull Air Race, ki pa ne skrbijo le za užitke letalskih navdušencev, temveč v blagajne prekmurskega gospodarstva prinašajo zajetne vsote denarja. V zadnjih letih so tako za treninge, nočitve, prehrano in druge storitve v Prekmurju zapravili za več kot 1 milijon evrov. Podrobnosti treningov na mursko-soboškem letališču so zaviti v tančico skrivnosti, a vrtoglavih akrobacij enostavno ni mogoče prezreti. Zavoje okoli pilonov s hitrostjo slabih 400 km/h vari 9 pilotov razreda Challenger. Gostujejo v hangarju domačega pilota Petra Podlunška. Tu so vedno dobrodošli, recimo v mojem hangarju imajo ta tehnični del in meni je v zadovoljstvo, da so tu in pa seveda moja naloga je, da jim omogočimo čim boljše pogoje za trening. A kljub temu, da piloni stojijo na njegovem domačem letališču, med njimi ne sme leteti, saj spada v višji master razred. Na zadnji dirki v San Diegu je prvič stal na stopničkah. Mogoče izmenjave izkušenj ni, oni bolj pobirajo od nas, kot kaj drugega. Imamo pa seveda zelo stroga pravila znotraj Red Bull Racea in recimo kljub temu, da je trening Red Bull Racea tu, jaz ne smem leteti, kajti spadam v drugo kategorijo in ne smem se z nobenim letalom niti med piloni zapeljati. Tako da, seveda, smo na nek način, smo prijatelji, na drugi način pa seveda zopet konkurenti, čeprav v tem primeru mislim, da je bistveno bolj večja teža ravno na prijateljstvo. Ob 60-glavi ekipi letalskih tehnikov, mehanikov in zračnih kontrolorjev Red Bulla za nemoteno vadbo skrbijo tudi člani domačega aerokluba. V prvi vrsti seveda s tem, da imamo ne samo pilota v master seriji, te svetovne serije v letalskem športu, ampak tudi več drugih naših članov sodeluje aktivno pri samem tekmovanju, tako pri vodenju letenja, kot tudi razne logistične stvari. Seveda pa smo veseli, da tudi šefom te serije se naše letališče dopade, da se njim dopadejo tukajšnje razmere. Ves čas treningov so v pripravljenosti tudi gasilci in reševalci. Gostitelji pa z veseljem ustrežejo tudi drugim željam gostov. Trenutno je letališče zaprto za druge dejavnosti. Roke pa si manejo tudi hotelirji, saj bo le zaradi tokratnega treninga ustvarjenih več kot 300 nočitev. In če prištejemo še denar, ki ga je letalska karavana zapravila v prejšnjih letih, je celotna regija že dobro zaslužila. Red Bull Race je prinesel v to regijo že res ogromno denarja, govorimo o več kot 6-mestni številki. In tudi ta trening camp tu bo prinesel zajetno količino denarja nekaterim gospodarskim subjektom in pa seveda regiji. In to je tudi eden od motivov, da smo Red Bull Race pripeljali zopet v našo regijo. Zato tudi nekaj dnevnih hrup nad prekmurskim nebom moti le peščico domačinov. Problem zapuščenih psov in mačk, ki tavajo po ulicah ter se skrivajo, je v največji meri odvisen od ljudi. Pa se tega zavedamo ali si le zatiskamo oči? Trenutno smo v sezoni, ko mačke kotijo, ker mačka skoti preveč mladičev, za katere ljudje ne morejo skrbeti, jih enostavno kar zavržejo. Da bi bilo med živalmi čim manj takih in podobnih žalostnih zgodb, nam bo o zavrženih mačjih mladičih in informacije o sterilizaciji pojasnila Trezika Cvetko, podpredsednica Društva za zaščito živali Pomurje. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, zavržejo mačke v Pomurju velikokrat. Je to pogost pojav pri nas? Žal preveč pogost pojav, še vedno kljub vsej ozaveščenosti, kljub vsem akcijam sterilizacij, kastracij. Čez celo poletje dobivamo klice o najdenih zavrženih mačjih mladičih ali v škatlah ali v vrečkah ali na domače dvorišče. Te mačke potem morajo iti v zavetišče, kar pa tudi ni trajna rešitev, saj jih je preveč, da bi dobile vse dobre domove.
Žal pa še vedno tudi na informacijah dobivamo, mislim, na terenu dobivamo informacije o tem, da še vedno veliko ljudi ubija mačje mladiče takoj, ko mačka skoti. Skoraj ne moremo verjeti, da se to še vedno dogaja. Smo mislili, da je to že zastarelo, da se to več ne bi dogajalo, pa žal res. Vedno znova se sprašujemo, kako lahko nekdo odpelje živo bitje, pusti, odide in potem mirno živi dalje. Tudi kako lahko ubije to, čeprav malo bitje, ampak je živo bitje, nikomur ničesar krivo. Pa je to stresno za mačke? Tako kot za vsako mamo, ko izgubi otroka, je tudi za mačke to velik šok. Nekaj časa, par dni so v šoku, potem ko si opomorejo, pa se spet gonijo in spet se isto ponavlja. Zgodba se torej ponavlja. Ja. Kaj pa za posameznike? So predvidene kakšne sankcije oziroma kazni? Pobijanje mladičev je kaznivo, se kaznuje z globo od 800 do 1200 evrov, se kaznuje vsakega posameznika, ki usmrti žival. Tudi zdaj smo slišali za primer, bili obveščeni, da je storilec odvrgal mačje mladiče v vrečko v Muro. Na srečo je obveščena policija, ki bo ukrepala, tako da bo storilec kazensko ovaden. Prosili bi zdaj, bi tukaj lahko tudi povedala to, da bi prosimo vse, ki vedo, da ljudje odvržejo, da jih odpeljajo, vidijo, vedo, da ubijajo mačje mladiče, naj prijavijo. Na policijo? Tako. Kako pa preprečiti to, kaj svetujete? Najboljša rešitev je sterilizacija, kastracija. To je trajna rešitev, čeprav je tisti trenutek pač to en strošek, ampak se s časom obrestuje. Tudi če mačke pustijo doma, da jih ne zavržejo, vseeno pa dajo toliko več za hrano, medtem ko bi dali za tisti strošek za sterilizacijo in bi to bila rešitev dokončna. Na spomlad in v jeseni organizira naše društvo akcijo sterilizaciji. Vse veterinarske postaje v Pomurju, pa tudi v Moškancih dajo popust, takrat je ta strošek cenejši. Mogoče pa je še vedno kdo, ki mu ta strošek predstavlja preveliko finančno breme. Tu smo pripravljeni mi pomagati, naj nas pokličejo, se bomo oglasili pri njih in našli skupno rešitev. Tudi je veliko mačk na domačih dvoriščih, da se ne dajo prijeti, ker se pač niso udomačene. Pa zaradi tega mislijo, da jo ne morejo odpeljati k veterinarju. Tudi tu imamo rešitev, imamo za to primerne pasti. Mački se nastavi notri hrana, mačka gre jesti, se zapre, se s tem odpelje k veterinarju, povsem nepoškodovana, ostane mačka, se sterilizira in se vrne v njeno okolje. Hvala za informacije. Mogoče bi še za konec dodali, kakšne so prednosti sterilizacije oziroma kastracije? Prednosti predvsem ta, da ne kotijo, da ni več teh težav kam z mladiči. Drugače pa tudi je veliko prednosti, predvsem ni gonitev, mačaki, moški se ne potepajo okrog, ni ugrizov. Tu bi še to izpostavila, da tudi mačake kastrirati, ne samo sterilizirati mačke, da ne bi kotile, ker mački pa se pretepajo, mački vohajo 2-3 kilometre, gonečo mačko se pretepajo. In s temi pretepi z ugrizi se prenašajo mačje bolezni, mačji AIDS, mačja levkoza. To so neozdravljive bolezni, potem pa še prenesejo te bolezni domov na mačke. Tako da tudi zato mačke kastrirati, ta poseg je cenejši. Potem mački ne markirajo vse povsod. Je kar veliko teh prednosti, kar bi pa še poudarila, da veliko ljudi misli, to je zmotno mišljenje, jih mislijo, da mačke potem več ne lovijo miši. To ne drži. Velikokrat dobimo na terenu informacijo, da so po sterilizaciji, kastraciji še bolj dovzetne za lovljenje miši. Mogoče tudi zato, ker so bolj zdrave, se boljše počutijo in bolj pripravljene za ulov, kot pa, če so bolne pa hirajo na domačih dvoriščih. Torej, hvala za vse in srečno. Hvala vam. Člani sveta zavoda Javnega zavoda Pomurske lekarne so se včeraj sestali na svoji prvi izredni seji, na kateri so izglasovali vršilca dolžnosti direktorja Pomurskih lekarn. Kmalu po izglasovanju so se odzvali na občini, in sicer, da je tako imenovanje nezakonito. Člani sveta zavoda so se sestali, ker mestni svet na svoji zadnji seji ni podal soglasja k imenovanju Ivana Zajca za direktorja Pomurskih lekarn. Pa tudi sicer Pomurske lekarne v tem vmesnem času niso imele zakonitega zastopnika, saj se je Zajcu 7. maja iztekel mandat.
Za ta čas, ko se pripravi razpis za novega direktorja oziroma najdlje za obdobje 1 leta, so tako imenovali vršilce dolžnosti. Za razliko od imenovanja direktorja, ki ga mora potrditi tudi mestni svet, pa lekarniški zakon, vse tako si pojasnjuje v Pomurskih lekarnah, narekuje, da je imenovanje vršilca dolžnosti direktorja v pristojnosti sveta zavoda in ne potrebuje soglasja mestnega sveta. Predsednica sveta zavoda Polonca Fiala Novak je kot vršilca dolžnosti direktorja predlagala dosedanjega direktorja Ivana Zajca, ki so ga člani sveta zavoda na izredni seji soglasno potrdili. Na glasovanje sveta zavoda pa so se odzvali na soboški občini, kjer pravijo, da je imenovanje vršilca dolžnosti direktorja nezakonito in neodgovorno, saj je po zakonu v lekarniški dejavnosti tudi za imenovanje potrebno soglasje mestnega sveta. Dodajajo še, da pričakujejo, da bo sodni register zaščitil veljavni pravni red in zavrnil vpis Ivana Zajca za vršilca dolžnosti direktorja. Saj mora Zajc tudi za tako imenovanje po njihovem imeti soglasje ustanovitelja, kot to določa zakon. Kdo ima prav, Zajc ali Jevšek, bo očitno pokazal čas. Rok, KTM-ov ambasador in stunt motorist, ki je svojim divkom obkrožil že lep del sveta, je v Murski Soboti odprl motogaražo. Delavnico za motorje, kamor motoristi že nekaj časa prihajajo na kvaliteten servis, unikatno predelavo in pravo dozo motonavdiha. Koncept garaže je bil zasnovan že veliko prej v veliko manjšem prostoru. V domači garaži, kjer je njegov prvi mehanik Denis popravljal škodo na tovarniških KTM motorjih. Rok je pred začetkom svoje poklicne stunt kariere motorje popravljal sam, no to se mu je pridružil Denis. Naslednjih nekaj let sta v domači garaži servisirala tovarniške KTM motorje, ki so Roka spremljali na šovih po celem svetu, prav tako Denis. Domača garaža je kmalu postala premajhna za vse motorje in poslovne ideje, ki so postajale vse večje, tako kot Rokova prepoznavnost. Triki z motorjem so že zdavnaj postali veliko več kot le hobi, število motorjev se je potrojilo, tako da je bil čas, da se odpre garaža. Lani se tako v Murski Soboti odprla prva lifestyle motoristična garaža, kjer se 2 mehanika dnevno posvečata motorjem in predelavo motorjev vseh znamk, tako imenovani custom design. Motor predelajo po željah lastnika, tukaj ni govor samo o stunt delih, ki jih Rokova ekipa posebej za njegove motorje sama razvija, v prodajo pa gredo po celem svetu. Pod predelavo motorja spada vse, od sveže barve in novih nalepk do po meri izdelanega nosilca za potovalni kovček. Del garaže predstavlja Roka in njegovo zgodbo, ki jo pripoveduje spominska stena, razstavljeni motorji in fan artikli, vse v spremljavi značilne rock glasbe in ležernega vzdušja. Motogaraža predstavlja svet, kjer se združita znanje, strokovnost in strast do vsega motorističnega, zato je to prostor za vse, ki želijo ostati zvesti motorističnemu življenjskemu slogu in svoj motor izpostaviti kvalitetnemu servisu. Podjetje Paradajz iz Renkovcev se širi. Kmalu naj bi postavili 2 nova rastlinjaka za vzgojo paradižnika in tako še povečali svoje proizvodne zmogljivosti. Novi pridobitvi se boste razprostirali na skupno več kot 24.000 kvadratnih metrih bruto tlorisnih površin in tako za približno 40% povečali površino že obstoječega kompleksa rastlinjakov. Ta trenutno obsega nekaj več kot 61.000 kvadratnih metrov rastlinjakov, skladišče v izmeri 3200 kvadratnih metrov in lagune površine okoli 12.700 kvadratnih metrov, ter se tako ponaša z nazivom največjega v državi. Za potrebe gradnje rastlinjakov se bo podjetje na razpisu potegovalo za nepovratna sredstva, na Arso pa so naslovili tudi vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, ki je sodeč po objavah na njihovi spletni strani že v postopku reševanja. Ob najbolj znanem pomurskem paradižniku gojijo tudi druge vrtnine, kot so česen, krompir, zelje in paprika, ki jih prodajajo v vseh večjih trgovskih verigah in trgovcih po Sloveniji ter v lastni trgovini v Renkovcih. Družba je sicer lani pridelala dobrih 3500 ton paradižnika in imela zaradi podaljšane sezone glede na leto 2015 za $500 000 več prihodkov, tako da so ti znašali dobrih 6 milijonov evrov.
Ostalo jim je dobrih 600 000 evrov dobička. V podjetju pa prisegajo na človeku in naravi prijazen način pridelave, zato ogrevajo s pomočjo geotermalne vode, rastline gojijo v naravni mešanici šote in kokosovih vlaken jih zalivajo z zbrano deževnico, škodljivce pa zatirajo s pomočjo njihovih naravnih plenilcev. Tudi to pa naj bi bil po njihovem prepričanju pomemben del uspeha njihove znamke. Spletni medij sobotainfo.com poroča o zaslužku ponudnikov hitre prehrane v Pomurju. Več si preberite na spletnem mediju, mi pa si oglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno s plohami, več o vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli vetrovno, a delno jasno vreme. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 19 stopinj, v Murski Soboti 20 in v Lendavi 21. Jutri bo največ sončnega vremena v vzhodni Sloveniji, drugod bo več oblačnosti. Padavine bodo pogostejše v zahodnih hribovitih krajih, popoldne pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nastale tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru med 12 in 14, dnevne pa se bodo povzpele vse tja do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okrog 13 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 24. V današnji oddaji Po sledeh napredka bo Matej Štuhec predaval o napakah v zdravljenju z zdravili, ki vodi oziroma lahko povzroči značilno škodo za bolnika. Medtem ko na spletni strani ideja.si najdete še več koristnih informacij. Ostanite v naši družbi in lep preostanek dneva.